Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o svetu ogledal. Glejte, dejstvo je, da tole naše življenje je zanimivo in to, kar opazimo pri drugih ljudeh, je predvsem naša šola. To zdaj je iz knjige Ko imajo hormoni žur na strani 18. V glavnem, pogosto, sploh v partnerskem odnosu, starši, otroci in tako naprej, ali pa med sodelavci, pride do raznih očitkov, ki mogoče nimajo nobene zveze. Recimo, nekdo reče, nihče me ne razume. On ima občutek, da ga nihče ne razume, ampak to je v bistvu sporočilo njegove duše, jaz ne razumem sebe. Druga zadeva, vedno sem na zadnjem mestu, to je sporočilo duše, sam ali pa sama se postavljam vedno na zadnje mesto. Nihče me ne ceni, je sporočilo, jaz se ne cenim, premalo cenim sama sebe. Nihče me ne posluša, je v bistvu neko drugega obtožimo, nihče me ne posluša, prsti kažejo nazaj in v bistvu sporočilo moje duše v tem primeru, jaz ignoriram svoja sporočila, sporočila moje duše. Nikomur ni mar zame, je to sporočilo duše, ni mi mar za moje telo in za svoje počutje. Vsi hitreje napredujejo od mene, ni mi mar za, se pravi, nisem dovolj dobra. No in v glavnem tako, vse to, kar zmečemo drugim v obraz, je dejansko to, kar nosimo mi v sebi. Vam povem en primer. Jaz upam, da ne bodo moje hčerke hude, ampak na koncu koncev tako je, se na koncu koncev v vsaki družini pride do kakšnega konflikta. Ena od hčerk, ne bom imena dala, ampak samo povem primer iz svoje družine. Ena kuha kosilo, jaz režem solato in pač ena je pa imela slab dan in je res vse šlo narobe in sedi za mizo in v bistvu je očitala ene stvari in pravi, tej, ki je kuhala, je rekla, nikdar nič ne narediš za nikogar. Jaz obstanem v tistem in rečem, ne, to pa ne more biti res. Ona kuha kosilo za vse, ni da nikdar nič ne naredi za nikogar. No in potem, ko sem se pogovarjala to z gospodom Borisom, je rekel, to, Bog si ga vidi, iz katerega življenja to privlečemo in to so očitki, ki jih je pač nekoč potlačila in sedaj butajo ven. No in v glavnem to se dogaja pač v naših odnosih. Dejstvo je, da duša je na potovanju, mi gremo skozi življenja, določene osebe, ki jih rabimo srečati, jih pač imamo na kupu. Verjetno sem o tem že govorila, recimo, mi bi mogli, naša družina, predelati tele vzorce že 200 let nazaj, ampak v tistem času jaz očitno nisem bila pripravljena narediti nič in v glavnem nismo naredili nič, mogoče še celo zaštrikali kakšno zadevo. In ja, zdaj je prišel čas, da smo spet vsi na kupu, da lahko predelamo te odnose. In glejte, če imate v vašem življenju ogromno težav, pomeni, da se je vaša duša odločila, da bo v tem življenju naredila pač premike naprej, da se bo zgodilo nekaj, da bo predelala. Danes pri kosilu smo se pogovarjali, sva se z eno od hčerk pogovarjali o tem, katera knjiga je dobra. In ena od slovenskih avtorjev je napisal, mislim, da je Sivec, po resničnih dogodkih, in sicer naslov knjige je Antonija vstani v Komposteli. To je zgodba o enem paru, ki sta šla na kolesarjenju po Kaminu. Zanimivo je, da v tej skupini je bilo od moje bivše sosede starša, sta tudi šla v tistem, točno tista skupina. V glavnem, zgodba je majčkeno premešana, tako da menda, da je bil moški, pa je potem v knjigi ženska, ampak v vsakem primeru. Par je šel kolesariti, ženska jo je klicalo na Kamino, moški, njen mož, je pa pač želel iti na športno aktivnost. In tudi, ko sta kolesarila, on da bo čim hitreje prekolesaril, ona je pa v bistvu predelovala določene zadeve. No in ko ga je po nekem klancu dol lovila,
lovila, prehiter je peljala v nek ovinek, on je tako ali tako odbrzel naprej, je ona zdrsnila pod cesto in je padla v nezavest. In potem je v komi predelovala, zakaj jo je poklicalo na Camino. In sicer njena energija se je zataknila, mislim, da 9 rodov nazaj, ko je bila ona neka markiza, ki je bila zaljubljena v nekega stražarja. Ta stražar pa ni bil zaljubljen v njo in bil je zaročen in sta svojo zaročenko pred poroko šla še prehoditi to pot Camino. In ona je poslala pač vojsko ali neke pač tolpo, naj umorijo njo, naj izgleda kot nesreča in bo potem on svoboden in ga bo lahko imela za sebe. No, dejstvo je, da zgodba se nadaljuje tako, da ta vojščak je zaščitil svojo zaroščenko in sta umrla oba dva. In takrat se je pokazal sveti Jakob pred njo in je rekel, zato boš ti pač odplačala. 9 rodov se bo zgodilo in se je dejansko bilo tako, 9 rodov, vedno je bila ženska sama z otrokom, ženska sama z otrokom, ženska sama z otrokom. In je zgodba iz Španije, Francija, Italija, Dunaj in tukaj Slovenija in potem je v glavnem 9 rodov šlo skozi in jo je poklicalo to dušo nazaj in v bolnici je spoznala zdravnika in ta zdravnik je bila ista duša kot ta duša tega vojščaka. In v glavnem, kako se zaključi ta zgodba? Njen mož potem je odpotoval domov, imel je prometno nesrečo, ona je pa ostala v Komposteli. Saj jaz mislim, da sem si prav zapomnila vso to zgodbo, ampak v glavnem tako neverjetno, zakaj se nam dogaja to, kar se nam dogaja. In jaz sem prepričana, da je to zaradi tega, ker imamo pač za predelati določene lekcije. No in prav, mi ženske. Mi ženske imamo za predelati ljubezen do sebe, do svojega telesa. Dobila sem eno pismo od ene gospe, ki je napisala, zdaj pri, ne vem, mislim, da je rekla 75, 80 letih, če gledam nazaj, bila sem prav fejst baba. Rekla, ampak celo življenje sem se zavračala, sem se kritizirala, sem hujšala, se nisem sprejemala. Je rekla, mogoče je vzrok v tem, ker je bila spolno zlorabljena. Ja, sigurno je vzrok tam. In sramovanje tega, da je ženska. Ampak ne samo to, da je bila zlorabljena. Mi v sebi nosimo ženske, nekako, sramujemo se svojega telesa. Namesto, da bi pogledali, da kako smo mogoče seksi. Rečemo, joj, imam 3 kile preveč, joj, imam celulit, kako izgledam, ni v redu in tako naprej. In tukaj noter ta naša samopodoba, naša samopodoba namesto, da bi rekla, veste kaj, prva zadeva je treba preveriti. Sramujem se svojega telesa? Ne. Ok. Potrebo imam po kritiziranju sama sebe? Ne. In prav zanimivo je, poglejte, kako mi radi pokritiziramo druge ljudi, sploh zdajle na morju, ko smo, ali pa poleti, bolj razgaljeni, pa rečemo, le kako izgleda, le kakšno ritma, le kakšno stegnama. Namesto, da bi pogledali, kako ima lepe oči, kako ima, ne vem, kaj je lepega na tem človeku. No in jaz zase govorim, dokler sem sebe obsojala, sem iskala tudi napake pri drugih in sem vedno rekla, le kakšen je. In priznam, to sem delala nekoč ali pa kakšna je. Zdaj pa druga zadeva. Prav spolna čakra, občutek sramu je povezan s tem, koliko nas bolijo noge, koliko celulita imamo, koliko imamo zatečeno limfo. Prav ta občutek sramu je povezan s temeljem. No in zdaj poglejte, kje je rešitev, kako lahko rešite.
Veste, da obstaja ena krasna tehnika in to je Ho'oponopono. Jaz upam, da sem prav povedala, v glavnem, da sami sebi rečete: žal mi je, moje telo, da sem te zlorabljala. Žal mi je, da sem te kritizirala. Žal mi je, moje telo, da te nisem cenila. Žal mi je, da sem vedno gledala, kako si grdo, namesto da bi bila hvaležna, da me nosiš okrog. Oprosti mi za vse zlorabe, oprosti mi za vse kritike, oprosti mi, ker sem slabo ravnala s tabo. Hvala ti, ker me nosiš okrog. Hvala ti, ker sem popolnoma zdrava. Hvala ti zato, ker dobro zgledaš. Hvala ti za vso mladost, za vso energijo, ki je v meni. In rada te imam. Moje telo, rada te imam. Rada te imam. Moje noge, rada vas imam. Enkrat mi je rekla ena gospa, je rekla: veš, leta in leta sem imela težave z nogami. Komaj sem hodila. In je njen kiropraktik rekel: kdaj si se pa ta zadnjič zahvalila svojim nogam? Bodi hvaležna, da te nosijo. In je pomislila: pa se res. Kdaj sem jaz sploh rekla mojim nogam: hvala, ker me nosite? Kdaj ste vi rekli ta zadnjkrat vašim nogam: hvala, ker me nosite? Danes sva šle s hčerko po gobe, pa jih še ni, no, ampak okej, smo pa šle hoditi. In potem sem poklepetala malo mimo hiše, sva šle tam, kjer je očetova sestrična, pa smo pa malo poklepetali. To je gospa stara čez 90 let in njen mož zgleda, veste kako, 2 leti je starej, ne mlajši od nje, ampak zgleda pa 20 let mlajši. In je rekel, da ga noge ne nosijo več tako kot nekoč. In ja, veste, če želimo, da nas bojo naše noge nosile tudi pri 90 letih, je čas zdaj, da se jim začnemo zahvaljevati za to, kar nas nosijo, zato, ker lahko hodimo, zato, ker lahko gremo, zato, ker so. Glejte, cenimo to, kar imamo. Hvala ti, rada te imam. Ta tehnika je zdravilna in boste videli, ko boste vi začeli hvaliti svoje noge in boste rekli: hvala vam, ker dobro zgledate, vas bojo nehale boleti, bojo nehale zatekati, ker v bistvu prav limfa je tista, ki je povezana s spolno čakro in z občutkom sramu. Druga stvar pa je povezana z grleno čakro in z izražanjem. Se pravi, če zmoram jaz izražati ljubezen do sebe, pomeni, da mi bo moje telo vračalo, moja koža vračala. No, potem pa, ko sva danes hodile skozi gozd, vidava črno veveričko, teče skozi gozd in rečem: žival moči, kaj mi sporoča? No in moja hčerka reče: men nič. Rečem sama sebi: men pa. V življenju je treba imeti več radosti, to mi sporoča. Potrebno je biti bolj radosten, vesel, to je moje sporočilo, da mora biti kakšno ušpičiti, mora biti premarkati kakšno stvar, kakšno ušpičim. No, potem, ko smo se pa peljali z avtom, je pa ona videla srno in se rekla: kaj ti sporoča? In je zanimivo, ko sem jaz recimo videla večkrat srno, pa je bežala skozi gozd, ko sem jaz rekla, kaj meni sporoča srna, je bilo: bodi bolj pogumna. Ampak kaj pa je njej sporočala? Prva misel, ki je šla skozi njo, je rekla: kako je mirna. Ona je mirna in se pase. A vidite? Zato, ko vidite neko žival, ki se vam neprestano pojavlja, to je žival moči. No, o tem sem pisala v knjigi Ko imajo duše žur, kako poklicati na pomoč žival moči, drugače pa je to iz knjige, tamle imam knjige, Zdravilo duha. Ja, Zdravilo duha. V glavnem tako, glejte, življenje nas uči. Svetogledal je vedno to, kar vidimo v drugih, to, kar moramo sami pri sebi predelati.
In vse to, kar opazim pri drugih ljudeh, kakšni so, je to moja šola. Jaz imam to za predelati pri sebi. In bolj kot kritiziram druge, več kritike nosim v sebi. Ja, in druga zadeva, sprejeti sebe, svoje telo, je pa ljubezen do sebe. Je umetnost. Umetnost, ki jo predvsem mi ženske imamo precej za predelati. Nekoč mi je ena gospa rekla, da svojim možem, da se ne more ljubiti takrat, če so prižgane luči. Da ne prenese pogleda na sebe. In to je zdaj posebna lekcija, ne, za nas ženske. Videti sebe golo, brez da se kritiziraš, brez da rečeš, kakšna si, kakšen trebuh, kakšno rit, kakšen celulit. Zdaj, ko smo bile na morju, je bil gospod Marjan, pa nisem pozabila, kako se piše, v glavnem, novice je on postavil. No in sva malo poklepetala in je rekel on, da vedno žensko pogleda najprej v zadnjo plat, v rit. Je rekel, jaz imam razdelan, je rekel, ampak ženska se bi mogla zavedati, kako lepo zgleda. A veste, kolikokrat sebe kritiziramo? Imam preveliko, imam premejhno, je koščena, je preveč celulitasta, nekaj že narobe. Namesto da bi jo nosila s ponosom, ker je tvoja. Ker je tvoja. Ker na koncu, glejte, ženske, a ne nekatere, si, zdaj to modern, da si dajejo vsadke. Dejstvo je, da sprejeti svoje telo, nekateri si dajo vsadke sem, nekateri sem, nekateri sem, nekateri sem. Ampak gre se za to, da sprejmemo. Sprejmemo to, da naše telo je tako, kot je, da imamo vso moč spreminjanja, da imamo v sebi vso moč, da lahko spremenimo svoje telo, ker se naše celice odzivajo na to, kako mi gledamo na sebe. Se pravi, če bi jaz želela imeti tukaj več mišic, bo pač delala vaje, a ne, da bo imela več mišic. Če bi želela imeti bolj, nategnjeno kožo, bom verjetno delala obrazno jogo. Če bi želela imeti pač bolj čvrsto zadnjo plat, bom mogoče šla kdaj na kolo in pač kolesarila, ali pa več hodila, ali pa plavala. Pač naše telo se da preoblikovati. Ja, zdaj pa, če imamo po podzavesti, potrebo imam po samosabotaži, se pravi, da sebe sabotiram, se bo pa vedno začel s tem, se odločim, se zaženem, nekaj naredim, pa že nekaj pride, pa sem spet tam, kjer sem bila. In sem v začaranem krogu gor pa dol, ali neprestano hujšanje, ali, ne vem, danes se zaženem osebno rast, začnem delati na sebi in potem mi tist glas nekje v zadnji reče, pa daj no nehaj, to se že veš. Tako da, če imate to potrebo po samosabotaži, v tem primeru dajte počistiti ta program z zdravilno molitvijo dekodiranja in potem, boste videli, potem pa grejo stvari kot po maslu. Dajmo še nekaj sporočil, da vidimo. Ošotove karte, da vidimo prva stvar. Kaj Ošo govori o ljubezni do sebe? In sicer, kar se tiče prav nas žensk, svetogledal. Pomembno je biti navzoč v trenutku. In naslednja karta je pa prišla moralnost. Okužene smo s tem, jaz to karto povezujem s cerkveno inkvizicijo, kaj je prav, kaj je moralno, kaj se spodobi, kaj se ne spodobi. Od mojega očeta druga sestrična, moja žlahta je ogromna, moj oče ima okrog 70 bratrancev pa sestričen in moja mama prav tako okrog 70 bratrancev pa sestričen, tako da res je ogromna žlahta. V glavnem, druga sestrična je rekla, da ko je bila majhna, je imela kratke hlače in njena sosede so njeno mamo kritizirale, da naj se že majčkeno bolj spodobno obleče ta njena hčerka. Dejansko, to se ne spodobi pokazati noge, to se ne spodobi, kaj je moralno, kaj ni prav, kaj je, a veste, to je toliko brezveznih stvari, ki jih ne rabimo.
In vse to je bilo z namenom leta tisočletja, da se zatre žensko energijo. Vemo, da recimo grške svečenice so nosile bele, dolge obleke, lepe. V Egiptu, recimo Kleopatra, je vedno hodila zgoraj brez, se pravi, je nosila prsa razgaljena in nosila okrog, je bila okrašena, ampak prsa je imela razgaljena. Kaj se spodobi? Glejte, vse se spreminja, zdaj je čas, da nehamo obsojati sebe in druge. No, da vidimo še ta tretja in izobčenec. Samo odpreti mora vrata in stopiti naprej, kjer je novo obzorje, kjer je svetloba in kjer je vse. Tako da, ja, to je sporočilo. Čakajte, še hočem poiskati vodstvo boginj. Ker vodstvo boginj je pa zaradi tega pomembno, ker ta trenutek govorimo o ženski energiji, ne? To, kar ženske, da se zavemo svoje lepote, da se nehamo obsojati in kritizirati, da enostavno sprejmemo svoje telo, tudi če ima par kil preveč, tudi če ima kakšno oblino, ali pa tudi če je koščeno. Gre se za to, da sprejmemo sebe. Zato, ker naše telo je pač vozilo naše duše. Vodstvo otrok, da mara. Dobro znate pomagati, svetovati in zdraviti otroke. Sedaj uporabite svoje veščine in pomagajte otrokom. Veste, katera misel mi gre prva skozi misel oziroma skozi možgane? S tem, ko jaz kot mama počistim moje programe glede podzavesti in glede svojega telesa, vplivam tudi na sprejemanje oziroma na zavedanje mojih 3 hčera. Ker ženska se rodi z vsemi jajčnimi celicami. Se pravi, ko sem bila jaz noseča za moje hčerke, so bile, se pravi, če je jajčna celica, če bom kdaj imela vnuke, so bili v bistvu 50% mojih vnukov že prisotnih. In druga zadeva, da ko je bila moja mama še v maternici pri moji babici, sem bila na celičnem nivoju prisotna tudi jaz. Se pravi, vsa čustva, ki jih je moja babica občutila, glede sramu, glede zavračanja, recimo ena stvar, moja babica je bila noseča za mamo, preden sta se poročila. In daj pomislite, se pravi, po vojni, v vojnem času ženska, ki je bila noseča, je bila označena za kurbo. Daj pomislite, koliko sramu je mogla ta ženska občutiti, se pravi, da je kurba, druga ne morem reči. In ta program sem podedovala jaz. Se pravi, da vsakič, ko jaz pri sebi nekaj počistim tudi programe, ki jih imajo moje hčerke. Zdaj pa zakaj to trdim? Zaradi tega, ker lahko vplivam na svoje žive celice. S tem, ko jaz počistim pri sebi, vplivam na žive celice o mojih hčerah. Vam bom razložila. Na inštitutu HeartMath v Ameriki so delali raziskavo in so prišli do zaključka, da prostovoljcem so odstranili nekaj celic iz neba in so jih dali v eproveto in so jih prosili, da mislijo na nekaj zelo srečnega, na dogodek, ko jim je pela duša, in je bilo zanimivo, da te celice so se začele obnavljati. Ko so pa oni razmišljali o nečem, kar jih je prizadelo, globoko prizadelo, so začele te celice propadati. No, potem so pa rekli, to je mogoče vpliv rok, in so dali celice v drugo sobo. In se je zgodilo isto, potem so jih nesli 30 km stran in se je ravno tako zgodilo, žive celice so se obnavljale. In dejstvo je, da moje hčere nosijo moje žive celice. Prva celica, ki se je delila. In vsakič, ko jaz počistim pri sebi nek program, vplivam na njih. In vi pomislite, niste prestari za čiščenje podzavestnih vzorcev, ker dejstvo je, da vaši otroci nosijo vaše žive celice in vaši vnuki
nosijo vaše žive celice. In nikdar ni prepozno, da začnete čistiti podzavestne vzorce, ker boste videli, s tem se začne svet spreminjati. Vsak začne pri sebi, nič drugega. No, še eno sporočilo karte prehodu v novo dobo, da vidim, zdaj tista, ki mi gre skozi možgane, je sicer lepota moje duše, se izraža na mojem telesu in obrazu. Ampak da vidimo, katera karta pride ven. Napredek. Moje delo blagoslavlja, pozdravi, navdihne, razvedri ter oplemeniti duha in srca ljudi. In pri tem mi pomagajo bitja svetlobe. No ja, zdaj vidim, da je to sporočilo za mene. Jaz verjamem, da s tem, ko sama delam korake naprej, pomagam tudi vam. Lejte, tole vam želim povedati, lepoto, tole sporočilo. Jaz sem lepota in milina. Vse povsod opazim lepoto stvarstva. Lepoto vidim v sebi, v drugih in v naravi, ki je tu, da razveseljuje mojo dušo. Ko se zazrem v svoj obraz, opazim lepoto. Jaz sem vsak dan bolj lepa. Moj obraz izžareva čisto svetlobo. Luč sije skozi mene in se dotika ljudi okoli mene. Občudujem se ženska sveta in blagoslavljam vse matere sveta. Zdaj še eno sporočilo, ljubezen. Ljubim se, jaz sem ljubljeni otrok stvarstva. Jaz sem ljubezen, v popolnosti sprejemam svoje žensko telo. Brezpogojno sprejemam vse stvarstvo in vse njegove oblike. Skozi vse moje odnose teče ljubezen. In prvi odnos je pač odnos z menoj. Skozi moj odnos teče ljubezen in naj za konec ponovim, žal mi je moje telo, ker sem te tokrat zlorabljala. Oprosti mi, da nisem poskrbela za tvoje osnovne potrebe. Hvala ti, ker mi služiš s popolnim zdravjem in rada te imam. Ljubim te, zato ker si. A ni to nekaj čudovitega? Moje celice to slišijo in ko slišijo to, se drugače ne more biti, kot da sem popolnoma zdrava. Naredite isto vi in boste videli, vaše telo vam bo vrnilo vse, kar boste vložili v njega. Čisto vse, zato delajte na ljubezni do sebe. Uživajte!